dober večer na prvem letošnjem jezikovnem predavanju iz cikla Naj slovenščina odmeva, odseka za slovenski jezik pri Slovenski matici. Lepo pozdravljam odgovorno in glavno urednico Matice, dr. Ignacijo Frideljarc, in seveda lepo pozdravljam naši dve gosti, torej predavateljici tega predavanja, torej nosilki predavanja. Že vidimo tudi, kakšen je naslov. Mariborska mestna govorica na stičišču treh narečnih skupin, Panonske, Koroške, Štajerske. Zakaj ta tema? Namreč v okviru letošnjega cikla smo si zamislili, vsaj v tem prvem delu, pa tudi, lahko rečem, kar za celo leto, da spoznamo to jezikovno raznolikost Slovenije, različne slovenske govore, torej v bistvu ta zvrstnost, strokovno ji rečemo tudi socialna zvrstnost, se pravi, gre za to, katere vse vrste slovenščine slišimo danes in seveda kako so te vrste slovenščine, te zvrsti slovenščine, v kakšnem odnosu so potem do knjižnega jezika, torej do tega standarda, ki je prav, da ga vsi uporabljamo in obvladamo, ko v določenih seveda okoljih, v določenih okoliščinah. In mislim, da bo to ravno tudi tema današnjega predavanja, ko se bomo spoznali torej s tem vzhodnim delom Slovenije, v naslednjih predavanjih nas čakajo tudi še primorski govori, pa tudi zamejski govori, tudi kakšen je pravzaprav govorjen jezik, bomo tudi spoznavali. Skratka, ta jezikovna zvrstnost nas bo zanimala in v tem prvem predavanju torej bomo slišali v bistvu nekatere najbolj tipične značilnosti mariborskih mestnih govoric, ki so na stičišču teh treh narečnih skupin, obenem pa tudi o odnosu do knjižnega jezika. Namreč obe kolegici se ukvarjata z jezikovno kulturo, ukvarjata se z usvajanjem te jezikovne norme slovenskega knjižnega jezika in seveda se soočata z odstopanji od te norme, do katerih prihaja tako pri usvajanju, kot tudi sicer. Dr. Alenka Valt-Nopert, ki se tudi sicer raziskovalno ukvarja prav z mestnimi govoricami, z mestno govorico mariborsko, se je obenem tudi, bom rekla, predavateljica določenim ciljnim skupinam, kot so lektorji, različnim medijem, tako da v bistvu se soočate s temi, ali pa raziskujete tudi govor teh ciljnih skupin, tako da najbolj bomo marsikaj o tem slišali. Seveda je avtorica več monografij, predavala je ne samo na slovenskih univerzah, tudi v tujini veliko. Skratka, na te teme nam ima veliko povedati. Ravno tako dr. Melita Zemljak-Jontes, kot rečeno, se ukvarja tudi z jezikovno kulturo oziroma slovenščino v javnosti v zadnjem času vedno bolj. Sicer pa je začela, ali pa še vedno jo zanimajo narečja, se pravi dialektologinja, ki pa jo seveda zanima, kako tudi pri poučevanju, torej kako prihaja to narečje v stik s knjižnim jezikom in torej tudi didaktično vprašanje so ji blizu. Ravno tako jih je že o vsem tem pisala že v več monografijah in predavala na več javnih predavanjih. In danes imata seveda prostor tukaj, tako da prosim. Ja. Spoštovani izbrani, najprej bi se radi obe seveda zahvalili Slovenski matici za povabilo, tako profesorici doktorici Vesni Nikolič kot doktorici Ignaciji Frideljarc, in seveda hvala za to predstavitev. Sama prihajam z oddelka za prevodoslovje Filozofske fakultete, kjer predavam v prvi vrsti prevajalcem in tolmačem, seveda pa se ukvarjam raziskovalno z mediji, jezikom medijev in pa seveda tudi z slovenščino v javni rabi, tako kot je bilo tudi povedano. Kolegica pa prihaja z oddelka za slovanske jezike in književnosti, torej iste fakultete. In tako kot je bilo rečeno, torej začela sem nekako z dialektologijo, z narečji, ker je to materni jezik, ki ga govori vsakdo izmed nas. In se mi zdi, da se po nekem času povezovanja in navezovanja na knjižno normo
dejansko spet, če dalje bolj vračam k dialektologiji, torej k narečjem, tako pa kot je bilo rečeno, torej povezovanje knjižnega in neknjižnega je pa tisto, kar gre z roko v roki in je pravzaprav predmet raziskovanja obeh. Tako. In če dovolite, bi kar pravzaprav začeli pa bi z imenitnostjo slovenskega jezika. Zakaj? S knjigo akademika profesorja dr. Jesenška, zato ker v tem citatu, ki ga sva tudi dali na drsnico, lahko si sami seveda vmes preberete, je pravzaprav profesor Jesenšek že v naslovu izpostavil imenitnost slovenskega jezika in misliva, da je to neka dobra iztočnica, vse od torej prevoda Biblije, ko pravi, da smo bili zelo hitro pravzaprav na evropskem zemljevidu, tudi slovensko besedo in je torej od takrat slovenščina prisotna in tisti del, kjer se zaključuje tale navedek in ali ni več primerna, seveda knjiga je šla leta 24, velja še za leto 25 zagotovo, zakaj ne bi bila primerna tudi za učni jezik, dodaja profesor Jesenšek na slovenskih univerzah. Mislim, ker prihajava s slovenske univerze, misliva, da je to prav dobra iztočnica tudi zato, kajti slovenski jezik ni samo knjižni jezik, ampak tako kot je kolegica rekla, tudi vse socialne zvrsti slovenskega jezika, tudi narečja, ko študenti vprašajo, če lahko govorijo narečno, če je to pravilno ali ne, o tem bo kolegica več povedala, seveda je in to je slovenščina. In misliva, da je prav profesor Jesenšek zadev s tem naslovom imenitnost slovenskega jezika in naj bo to neka iztočnica in neka pobuda tudi za nadaljne razmišljanje. Pri najinem, pravzaprav v tem predavanju, sva nekako želeli opozoriti na to, da gre za pogovorni jezik, torej pokrajinski pogovorni jezik in sicer o mestni govorici bomo govorili danes Maribora, podrobneje kasneje, ki se vendarle pojavlja tudi, bomo rekli, v nekih javnih položajih. Doktorica Mikulič je omenjala v različnih položajih, iščemo različno socialno zvrst, ki je primerna in to je ena izmed točk, na katerih sva se ustavljali, torej v javnih situacijah, tudi torej formalnih, marsikdo jemlje izbiro svoje socialne zvrsti kot izraz lastne identitete, kot nek idiolekt. In izbrali sva za danes tisto, kar je najbolj tipično v tem našem, bi rekla, mariborskem govoru, so tisti prepoznavni vokali, torej samoglasniki, ki nas že nadaleč nekako identificirajo in se jih moramo pravzaprav kar precej naučiti. Tukaj imamo tudi napisano, kaj pravzaprav želiva preko tega poskusa, bomo rekli, prikazati to problematiko, ne nazadnje tudi pokazati te sodobne težnje, kako se razvija mariborski pogovorni jezik, kje se pojavlja, na kakšen način je pravzaprav, na kakšen način je prisoten in kakšni so odnosi tako mlajših, kot potem tudi, bomo rekli, najprej nepoklicnih in potem tudi poklicnih govorcev. In zaključili bova vsekakor z primeri iz že narejenih raziskav, zato da lahko tudi vi slišite, kako in kaj, in pa seveda s predlogi za nadaljne raziskave. Tako, zdaj bi predala besedo kolegici, da ne bomo napolno. Malo se bomo izmenjevali, pa se nam ravno to zdi dobro, da ni res monotono. Tako, ker je najna tema kultivirani govor Maribora, naj mogoče začnem s govori oziroma socialno zvrstnostjo, ki je za slovenski jezikovni prostor pa res izjemna. Torej, ogromno imamo narečij znotraj narečnih skupin, ogromno je krajevnih govorov, tistih najmanjših celic, v
v katerih se govori določen govor in ki ima vse svoje značilnosti. Torej, za posamezen krajevni govor bi tako dejansko lahko naredili lahko naredimo cel glasovni sistem, naredimo pravopis, bi lahko naredili slovar. Skratka, je to sistem znotraj sistema. Ne? In ko govorimo o tem, da je socialno zvrstno slovenski jezik res zelo razčlenjen, mogoče pri obravnavi govora predvsem izpostavljava večslojnost. Namreč, tako kot je kolegica zdaj že omenila, torej jezik je lahko izraz neke osebne identitete ali pa izraz potem identitete celotne jezikovne skupnosti. In dejansko izbiramo s tem, ko izbiramo neknjižno ali pa knjižno, če mogoče samo tako razdelimo, dejansko izbiramo oziroma izpostavljamo, poudarjamo našo identifikacijo, če je to neknjižno, z govorom okolja, torej v tistem okolju, kjer živimo, pripadnost temu določenemu govoru, na primeru Maribora je to seveda potem mariborska mestna govorica, lahko je torej katerakoli druga mestna govorica, torej pripadnost mestu, širše gledano pripadnost regiji, zagotovo in je to neka regionalna, torej pokrajinski pogovorni jezik, ki v določenem okolju prevladuje. In dejansko z vsem tem se ukvarja urbana dialektologija, ki je bila dolgo časa tudi v dialektologiji malce zapostavljena. Torej, v narečnem dialektološkem je dolgo časa veljalo, da je tisto, kar je na vasi, kar je izven večjih središč, tisto, kar je ključno in pomembno. Seveda pa izbira narečij, z izbiro narečij tudi narečja ohranjamo. Torej, zanimalo naj je v številnih raziskavah tudi do zdaj, kako pa mladi pravzaprav ohranjajo to svojo narečnost, ki jo prinesejo tudi v večja središča. Nasproti temu pa je torej izbira knjižnega jezika tista, s pomočjo katere se identificiramo kot del jezikovne skupnosti, je to del neka kolektivne identitete in seveda se s knjižnim jezikom predstavljamo tudi navzven drugim jezikovnim skupnostim. Skratka, knjižni in neknjižni jezik gresta vedno z roko v roki in vplivata drug na drugega in to zelo kompleksno, hkrati pa se torej, z ene strani neknjižno vpliva na spreminjanje knjižne norme, in bi rekla tudi obratno, tudi knjižna norma vpliva na neknjižno normo. Če je bilo izpostavljeno tudi prej, da se pravzaprav obe ukvarjava z jezikovno kulturo. Vse to, o čemer bova danes govorili, je del jezikovne kulture, torej del jezikovna disciplina, ki se ukvarja ravno s tem, kako je neko besedilo ustrezno tvorjeno, v smislu, kot je profesor Toporišič to zapisal v enciklopediji slovenskega jezika, torej, da gre za neko jezikovno stilno raven besedila v smislu dobrega, ustreznega, dognanega, torej kako primerno uporabljamo določena jezikovna sredstva, seveda pa ob tem, da jih uporabljamo v ustreznih položajih komuniciranja, torej na podlagi tudi jezikovnih sredstev, seveda v različnih funkcijskih zvrsteh jezika, tudi različno glede na socialne zvrsti jezika. Torej, dr. Toporišič je te stvari zapisal v enciklopediji slovenskega jezika, vsekakor pa ni bil tisti prvi, ki bi izpostavljal jezikovno kulturo. Jezikovno kulturo so iz praškega lingvističnega krožka k nam prenašali že Božidar Borko, recimo kot eden prvih, ki je hkrati, ko se je vse skupaj, torej nov način razmišljanja o jeziku uveljavljal torej na Češkem, prenašal v slovenski prostor, pa potem tudi Tomo Korošec, Breda Pogorelec, Ada Vidovič Muha in pa kasneje potem tudi Monika Kalin Golob,
tudi Marko Jesenšek je bil danes že omenjen. Ne? Skratka, ne smemo pa pozabiti tudi na Borisa Urbančiča, ki pa je bil tisti, ki je prvi objavil monografijo, ki je bila namenjena samo jezikovni kulturi. In v uvodu je zapisal, da je uporabnik jezika nosilec in nadaljevalec jezikovne tradicije in njen potencialni soustvarjalec. Torej, hkrati je uporabnik tisti, ki jezik, torej, ki nadaljuje tradicijo, ampak hkrati je pa tisti, ki jo sooblikuje, in to je čisto drugačen pogled na jezik, kot je bil v preteklosti. Nekakšno definicijo, ki jo je potem skušal uveljaviti, torej dr. Toporišič, je kasneje, torej proti koncu 20. stoletja, doktorica Monika Kalin-Golob pa oblikovala v novo definicijo, torej da gre za teoretično podprto nego knjižnega jezika, in cilj tega je, da je knjižni jezik vsestransko razvit, to se pravi na vseh zvrsteh jezika. To je en tak širši pomen. Drugi pomen pa je, tako kot je zapisala, da gre za stopnjo ustreznosti jezikovnega pojava, jezikovnih sporočanskim normam. Zveni pravzaprav zapleteno, gre pa samo za to, kot je tudi sama zapisala, da bi bilo smiselno govoriti, da gre za to, koliko so uporabniki pravzaprav kultivirani in koliko znajo jezik uporabljati, knjižni jezik uporabljati. To je v bistvu cilj jezikovne kulture, ne, kot take. Potem pomembno je, kot je tudi v enem izmed svojih prispevkov napisala kolegica Alenka, da sta tako govor in kultura govora odvisna tako od jezikovne kompetence govorca, od komunikacijske kompetence, od stilistične, kulturne kompetence govorca, in pri tem vedno prihaja do prepletanj, torej prehajanja, menjave govornega koda med zbornim jezikom, pogovornim jezikom, narečjem, in to preklapljanje je pa v bistvu odvisno res od našega namena, cilja, nekega sporočila, besedila, ki ga podajamo, oziroma ciljne publike. Doktorica Breda Pogorelec je govorila tudi o dveh vrstah, oblikah pogovornega jezika, o eni tako imenovani visoki, ki je bližje zborni izrek in za katerega pravi, je pisala, da je primerna tudi za govor recimo na posvetovanjih, torej v bolj uradnih situacijah. Ugotavljala pa je že v 60-ih letih, da je pogovorni jezik vedno pogosteje uporabljan, pa ni ustaljen za celotno Slovenijo, torej nimamo enega pogovornega jezika, in sama je izpostavljala, da bi morali opisati pogovorni jezik tako za vsako središče, večje mestno središče posebej, ugotoviti stične točke, razlike, in potem bi lahko tak opis bil dal neko jedro slovenskega pogovornega jezika, ampak vendarle enega samega ne bi mogli imeti, ne? Torej o njem ne moremo govoriti. Nižja jezikovna plast pa je dejansko tisto, o čemer govori, da je to vsakdanji pogovorni jezik. Zdaj, torej, teorija praškega lingvističnega krožka se je nanašala predvsem na rabo knjižnega jezika, vendarle pa se mi zdi prav, da omenjamo, da je jezikovna kultura ključna ne samo za knjižni jezik, ampak tudi za neknjižne zvrsti. Torej, eno in drugo, v enem in drugem se pojavljata normi in torej lahko govorimo o različnih normah glede na različne socialne zvrsti in bi rekli tudi glede na različne funkcijske zvrsti jezika. Ja. Če posežemo v leto 55 in pogledamo, kaj je napisal Anton Bajec takrat, vidimo, da je pravzaprav nekako omenil, da se mu ta zborna izreka ni zdela ravno tako naravna. In zato je dejal, da je treba tudi popisati to, kar je Melita že nakazala, ne samo za osrednji del, ampak tudi za Štajerce. Seveda sva sedaj označili Štajerce, seveda pa velja isto, kot je doktorica Vesna Mikolič prej omenila, da bo v naslednjem ciklu tudi z Primorske nekdo predstavljal. Se pravi tako, da
tisti, ki se nekako tudi včasih čutimo na obrobju, morda zdaj lahko tukaj predstavimo svoje govorice. Je pa res, da v slovenski slovnici profesorja Toporišiča beremo, da gre za splošno slovenski pogovorni jezik in če natančno pogledamo tisto popisano stanje, ugotavljamo, da to ni splošno slovenski pogovorni jezik, ampak gre za osrednji pogovorni jezik, tako da s tistim si pravzaprav na obrobju ne moremo prav dosti pomagati. In če pogledamo zdaj to, kar je omenil torej Balec za Štajersko in mi dve prihajava torej iz Maribora, naslov je tudi vezan na to. Če pogledamo ta poenostavljeni zemljevid, vidimo nekako, kje in kako se je razvila ta mestna govorica, mariborska mestna govorica in sicer na stičišču 3 narečnih baz. Na vzhodnem delu, če vidimo, prihaja panonska narečna baza, torej se dotika Maribora na Urbanu, se pravi, to so deli predmestja Maribora, Urban, Rožpo, Melje, Košaki in pa tudi Malečnik, odkode sama prihajam. To je tisti del, kjer elementi panonske narečne baze vplivajo na govor mesta Maribor. Na zahodni strani pa vpliva vsekakor koroška narečna baza in prihaja do Činžata, do Fale, se pravi, in profesorica Zorkova, akademikinja, tudi ona mentorica, je dejala oziroma zapisala, da pri potoku Črmenica je meja med koroškim in štajerskim narečjem. Torej, to govorimo za levi breg Drave, na desnem bregu Drave pa prihaja koroško narečje vse do že štajersko govorečih Ruš. Se pravi, tukaj je ta meja. Medtem ko štajerska narečna baza se pa nekako urinja, se pravi, z pohorskega dela, bi rekli, z južnega proti severu, takole vmes, in potem imamo kozjaški govor, Celnice, Kamnice naprej, potem severno-pohorsko narečje je del Maribora, se pravi predmestje Studenci, in pa vzhodno-pohorsko tik pri vznožju Pohorja, torej Radvanje, in tam torej prihaja tale vzhodno-pohorsko narečje. In ravno na tem prepletanju vseh treh govorov, ki so kakorkoli vplivali zdaj na mestno govorico, morda je treba tukaj ponoviti besede akademikinje Zorkove, da pravzaprav vsi rečemo mariborsko narečje, ljubljansko narečje. Njene besede so bile, narečja v velikih mestih ni. Tam so mestne govorice, zato ker mesto ima asfalt in ne more jezik pognati koreni. To so njene besede. Tako da, mariborska mestna govorica, torej raziskovala jo je najprej profesorica Zorkova, nadaljevala je raziskave doktorica Mihaela Koletnik, raziskave so zapisane in prav to je dejala profesorica Zorkova, da prav na osnovi dialektoloških značilnosti lahko potem prepoznamo elemente mestne govorice. Najbolj je pomembno to, da so vsi vplivi, tako na glasoslovje, oblikoslovje, skladnji, vplivali na razvoj torej mestne govorice. In če pogledamo pravzaprav, zakaj tako dolgo mestne govorice niso bile predmet raziskovanja, zato ker so se jim dobesedno izmikali jezikoslovci, ker so rekli, da gre tukaj za neko, kako pravi Andrej Skupic, torej nerazvozlano in nezanimivo juho. Se pravi zato, ker je velika mobilnost v mestih iz vseh koncev, pretočnost, tako bi rekli socialna, kot tudi, se pravi, ljudje prihajajo študirati, delati in tako naprej. In zato so potem nastali pravzaprav ti razločki jezika in to v večjih mestih. Se pravi, mesto kot tako samo nima narečja, ima pa pravzaprav vse elemente iz sosednjih narečij, ki oblikujejo torej to mestno
govorico. In značilnosti mestne govorice, tako kot jih je predstavila profesorica Zorko. Torej, tisto temeljno, kar najprej vedno v vsakem, tudi dialektološkem opisu povemo, ali nek govor ali neka govorica ločuje tonemsko ali netonemsko, torej seveda tonemskih nasprotij ni, torej gre za jakostno naglaševanje. Naglas ni vezan na določeno mesto v besedi, je pa res, da ko se besede, torej te polnopomenske besede, samostalniške, pridelniške besede in tako naprej, tudi glagoli pregibajo, pri tem prevladuje nepremični naglasni tip, torej da naglas ostaja na istem samoglasniku, torej v istem zlogu v besedi. Mešani naglasni tip je sicer na mestih še vedno sicer znan, ampak je pogostejši ta nepremični naglasni tip, torej lahko je tudi slišati kosti, ampak kosti ali meso, ampak meso je pa tisto, kar je pogosteje slišati, torej na prvem zlogu naglas. Končniški naglas je odpravljen, torej ga ne poznamo, torej ni tipa megla, tako kot je recimo v osredju Slovenije, ampak je megla oziroma predvsem bi rekli megla, torej s širokim ejem. Tisto, kar mestno govorico še posebej nekako postavlja kot prepoznavno, je, da mariborščina v več zložnih besedah pozna tudi dva naglasa, torej tipa vinograd, ni samo vinograd, ampak je naglas na iju in na aju, Maribor, torej z dvema naglasoma in podobno. Znani so vsi naglasni premiki, kot so znani tudi v narečjih iz okolice, to, kar je bilo zdaj ravnokar tudi predstavljeno. To pomeni, da so recimo pri slovi naglas običajno pomaknili za zlog v levo, ker je prišlo do redukcije končnega samoglasnika, torej ni zdaj tako, ampak je tak, je kak, je lepo, je suho, je temno in podobno. Potem tudi zaradi redukcij samoglasnikov je recimo pri ženskih oblikah deležnikov na il, imamo ne hodila, ampak je naglas pomaknjen na začetek, torej je hodla, je nosla, je vozla, je dobla in podobno. In pri tistih glagolih, ki imajo za knjižnem jeziku dvojnico, torej naglas na prvem ali na sledečem zlogu, je to v mariborščini vedno realiziran na prvem naglasnem, torej na prvem zlogu, torej ne krožiti, ampak krožiti. Torej, že tisto, da je tudi kratki nedoločnik uporabljen, hkrati pa vendarle ni naglasa na iju, ampak na oju. Široka, knjižna široka e in o sta vedno ozka fonema. Široki e se pojavlja sicer lahko tudi v zadnjem ali edinem zlogu, sicer pa mogoče, da izpostaviva še to, da kratkih naglašenih samoglasnikov na levem bregu Drave ni več slišati, medtem ko na desni strani Drave, Studenci, torej v tem delu mesta, pa je mestoma kratki naglas še slišati. Manj, ampak vendarle še. Sicer pa, če so samoglasniki nenaglašeni, se zelo pogosto tudi izpuščajo, tako kot je bilo že prej rečeno, tipa hodla ali v zadnjem zlogu, ali tudi v kakšnem besednem vzglasju. Tako, zdaj pa, če od tega teoretičnega uvoda pridemo v na empirični del, sva se nekako odločili, da prikaževa dva sklopa analiz, ki sva jih že opravili seveda, in v prvega sva umestili nekako nepoklicne govorce in sicer po vertikali od osnovne šole preko srednje šole do univerze, zato se nam je zdelo, da tisto izhodišče o jeziku na univerzi je utemeljeno, in na drugi strani o poklicnih govorcih, njihovem izgovoru v medijih, s čimer se tudi sama ukvarjam, in sicer najprej radijsko postajo
javno radijsko postajo, torej Radio Maribor, in primerjalno potem s komercialno radijsko postajo City, in potem še tudi 2 predstavi, ki sta bili uprizorjeni na deskah Mariborskega gledališča, torej Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Tisti 2 raziskavi sva pa naredili skupaj s profesorico doktorico Mihajlo Koletnik, torej dialektologinjo na naši fakulteti. Tako, zdaj pa prepuščam Meliti. Torej ta večji del leve strani, torej nepoklicnih govorcev, predstavljam jaz, torej do študentov tolmačenja in medijskih komunikacij. Namreč čisto v začetku jezikovnega raziskovanja sem se predvsem ukvarjala z narečji in tako kot smo na začetku tudi že rekli, s tem, da me je potem kar kmalu popeljalo v instrumentalne analize, torej raziskave, meritve, trajanj glasov. Zakaj izpostavljava to? Zato, ker so nekatere meritve, ki jih bom skušala zdaj na kratko predstaviti, res predstavljajo značilnosti štajerske narečne skupine, ki ima v veliki meri vpliv tudi na torej mestno govorico, torej z dolžinami, kračinami, tudi s enoglasniki, dvoglasniki in podobno. Tako da te, ki so označene rdeče, so tiste, ki jih bom malce podrobneje predstavila. Prva takšna je raziskava, ki je sicer nastala že v okviru doktorske disertacije, ki sem jo pripravila in je potem išla kot monografija. Gre za raziskavo trajanja glasov štajerskega govora, sicer posavskega narečja, torej zabukovškega govora. Izpostavljam pa jo predvsem zato, ker gre za raziskave, ki so bile pač mogoče prve izmed tistih, ki so glasove res raziskale tudi z instrumenti, torej instrumentalno in so se nanašale na narečja. Torej, gre za štajersko narečje, govor, v katerem tudi ni tonemskega nasprotja, v katerem prevladujejo dolgi naglašeni samoglasniki, kratki sicer so še, pa vendarle jih je dosti manj. Sem pa skušala primerjati značilnosti narečja s knjižnim jezikom. Torej, tako kot velja, da so samoglasniki z nižanjem izgovorjave v ustni votlini daljši, velja torej tudi za narečje. Torej, se je izkazalo to kot značilnost narečnega, prav tako kot knjižnega. Trajanje glede na mesto v besedi. Torej, glasovi, ki so v besedi pred naglasom, so krajši od glasov tistih, ki so nenaglašeni, torej za naglasom. To se izkazuje tako za knjižni jezik, potem je pisal tudi profesor Toborišič, tudi nekateri drugi raziskovalci trajanja knjižnih glasov. Tu se je dejansko to zelo jasno izkazalo. Potem tudi trajanje glede na zlogovni tip. Če je beseda, ki ima torej več zlogov, so posamezni samoglasniki ali posamezni glasovi znotraj takšne besede krajši, kot če bi bili v enozložni ali v dvozložni besedi. Recimo, to se je kazalo že primerjavo dvo- ali trodelnih zlogov, da so bili trodelni za nekje 17% krajši. Zanimiva ugotovitev je, da so glasovi v tistih zlogih, ki so odprti zlogi, torej da se končujejo na samoglasnik, vedno daljši od zaprtih, kar je iz teorije nekako logično, pa vseeno za približno 10% so daljši. In pa glede na mesto premora, v jeziku, če vemo, da se neka poved zaključuje in da naredimo vmes premor, da vdihnemo, recimo, je to nekaj premora, so glasovi, ki so na samem izglasju daljši od tistih, kot če so na začetku besede. Ker jezik se lahko takrat se malo sprostimo in potegnemo glas.
Potem pa so zanimive raziskave, ker se tudi v mestni govorici Maribora pojavljajo dvoglasniki, kako pa je recimo, ko smo skušali izmeriti tudi trajanje dvoglasnikov, pričakovali bi, da dvoglasnik, torej ta recimo I z dvema deloma zapisan, znakoma zapisan, da je enkrat daljši od enoglasnika. Pa se je izkazalo, da nikjer pravzaprav ni. Ali za 2/3 ali za, torej, ali je tisti enoglasnik za 2/3 dvoglasnika ali pa recimo celo 3/4 dvoglasnika, nikoli pa ni dvoglasnik, da bi rekli, enkrat daljši. Slušni vtis dejansko lahko vara. To so bile takšne prve raziskave, ki sva jih pa potem leto, 2, 3 kasneje začela pa s profesorjem dr. Bernardom Rajhom nekako širiti na druga področja. Zanimalo ga je namreč kot raziskovalca med drugim tudi prleškega cerkvenjaškega govora, ali res slišimo prav, da ima cerkvenjaški prleški govor ozki E in še ožji E, ali ta slušni vtis vara. In dejansko so potem tudi med drugim raziskave, torej analize, instrumentalno slušne analize, formantna struktura in tako naprej, dejansko pokazale, da razlika med ozkim E-jem in zelo ozkim E-jem v resnici obstaja in da so tisti raziskovalci, dialektologi, ki so to slišali, res zelo dobro slišali. Tako da to tudi določene dolžine, določene kvalitete, recimo, da je A pred J-jevskim glasom izgovarjan dosti bolj proti širokemu E, čeprav še ni čisti široki E. In se je izkazalo tudi z meritvami, da je ta A pred J dejansko drugačen tako od A-ja, ki ne stoji pred J, kot tudi od širokega E-ja, ki ne stoji pred J. Skratka, slušni vtis, ki ga je imel profesor Rajh, se je tu tudi s instrumentalno-slušnimi analizami kar potrdil. Ko govorimo o naglasu, lahko govorimo, sem prej omenjala tudi, da je recimo mariborska mestna govorica ima naglas bolj ali manj tudi na prvem zlogu, ali pa nepremični naglasni tip, torej naglas se ne premika. Sama sem recimo potem tudi, sicer spet v štajerskem govoru, govoru log pri Sevnici, raziskovala, kako je pa z ustaalitvijo naglasov na določeno mesto. In torej tam, kjer je premični ali pa tudi mešani naglasni tip v knjižnem jeziku, je marsikdaj v narečju naglas ostane na enem zlogu, ampak je lahko to bodisi v imenovalniku ali pa recimo v rodilniški obliki, torej imamo za želod, torej imenovalniško želod, pa imamo v rodilniku tudi želoda, želodo in tako naprej. Lahko pa pride, da se tista oblika, ki je sicer uporabljena v rodilniku, uveljavi tudi v imenovalniku. Torej, recimo za oreh, arejh, arejha, ker je v rodilniku, torej oreh, oreha. Tako da to so recimo neke zadeve, ki se jih da potem tudi prenesti na mestno govorico Maribora. Druga zadeva, ki pa jo je Alenka tudi prej že omenjala, so pa raziskave rabe socialnih zvrsti jezika v šoli. S tem pa smo se ukvarjali s kolegico doktorico Simono Pulko kar nekaj let že zdaj, v bistvu zdaj že gledam, da je to že skoraj proti 20 letom gre. Torej, kako v dialektologiji se običajno raziskuje čim starejša oseba, ki čim dlje uporablja jezik, ki je čim manj mobilna, kakšen jezik uporablja. Me pa sva se potem odločili, da so pa vendarle, ker na Mladih svet stoji, prinesejo seboj v šolo narečje, kako se pa kaže njihov odnos do narečij, kako in katerih položajih narečja uporabljajo. Tako sva leta 2015 izdali monografijo Slovensko ali knjižno, kako je prav, kjer sva zajeli vzorec skoraj 1000 učencev, torej osnovnošolcev 3. vzgojnega izobraževalnega obdobja,
in sva z anketnimi vprašalniki raziskovali rabo knjižnega jezika oziroma neknjižnih zvrsti jezika. In izkazalo se je, da doma najpogosteje govorijo krajevni narečni govor, če govorijo sokrajani, ki niso njihovi vrstniki, govorijo predvsem narečno, zvrstniki pa poleg narečnega seveda tudi še slang. V šoli pa pri urah slovenščine najpogosteje res uporabljajo knjižni jezik oziroma se temu skušajo čim bolj približati, medtem ko je že pri urah drugih predmetov uporabljajo verjetno tudi odvisno od učitelja torej se skušajo približati knjižni normi ali pa uporabljajo neko nadnarečno obliko, ki ni ne knjižna, ne narečna, ni samo narečje. Sošolci v šoli se uporablja večinoma slang, zaposlenimi na šoli pa zanimivo so večinoma takrat izkazovali, da uporabljajo knjižni jezik, bi pa verjetno bilo smiselno natančneje povprašati, ali je to zdaj z ravnateljem, ravnateljico ali z nekom, ki je uradna oseba ali pa z nekom, ki ima druge zaposlitve na šoli. Skratka, tisto, kar pa naj je zelo razveselilo, je, da otroci menijo, učenci menijo, da je svoj krajevni govor dobro obvladajo ali zelo dobro. In tisto zadnje pa sploh, da imajo do njega pozitiven odnos, da so nanj ponosni in da ga večinoma res zelo radi uporabljajo. Naredili sva tudi dve raziskavi na srednji šoli in sicer v eni raziskavi sva snemali dijake na eni izmed specifičnih srednjih šol, ki res združuje dijake z različnih koncev Slovenije, ne samo z tega severno-vzhodnega konca, ampak šola je bila v Mariboru. Dijaki so dobili za nalogo pripraviti neka narečna besedila in jih potem pri urah slovenščine predstaviti. Mi sva snemali med urami in tudi med odmori, ker je bilo temu namenjenega nekaj več ur. Tako da smo opazovali tudi njihovo komunikacijo med odmori, ki je bila pravzaprav skozi narečna. In so se pojavljale vse te pretežno severovzhodne narečne značilnosti, od tega, da so bili samoglasniki, ki so bili naglašeni večinoma dolgi, kratkih je bilo res zelo malo, da so bili ozki oji tam, kjer bi morali biti knjižni široki, da so imeli redukcije samoglasnikov, ki niso naglašeni, tako kot je za mestno govorico tudi značilno in podobno. Skratka, besedila so bodisi spontano predstavljali sošolcem ali pa so jih nekaj malega tudi brali. Eno besedilo so pa recimo pripravili zelo zanimivo, da so ga tudi zapeli. Potem pa je še eno raziskava bila isto leto, ko sva pa dejansko skoraj vsemi istimi dijaki izvedli še anketo, anketni vprašalnik o rabi socialnih zvrsti jezika, s tem, da sva pa to povezali še z rabo terminologije, ker je to šola, kjer je glasbena gimnazija, kako je ali uporabljajo tudi neknjižne različice za glasbila kot strokovni izraz. Pa se je dejansko pokazalo, da tu pa prevladujejo knjižni izrazi, tu in tam je bil tudi kakšen neknjižni, ampak sploh v strokovnih krogih s profesorji, sošolci so bili dejansko samo ti knjižni izrazi. To, kar je pa za to šolo res tipično, da ko dijaki pridejo v prvi letnik med sabo, pa se ne poznajo, govorijo različne narečja, različne govore, se najprej malce težje razumejo, ampak običajno ne preklapljajo v medsebojni komunikaciji znotraj v razredu, ne preklapljajo knjižni jezik, ampak uporabljajo vsak svoj govor in dejansko proti koncu šolanja to uzavestijo in poznajo kar nekaj govorov, ki jih sicer mogoče ne bi v takih podrobnosti. Podobno sva pa potem še naredili na fakulteti pri študentih slovenskega jezika in književnosti na našem oddelku, čisto namerno pri študentih slovenistih,
zato da bi videli, kako je pa z njihovo rabo narečnega oziroma neknjižnega ali knjižnega, ko komunicirajo med seboj. Dejansko je nekaj študentov magistrskega študija se posnelo, pogovarjali so se o študijskih obveznostih, skratka o zadevah, ki bi od njih verjetno terjale knjižno normo, ampak zanimivo je, ker je bila to res neformalna komunikacija, kjer profesorjev zraven ni bilo, so ohranjali vsak svoj narečni govor in so v knjižni jezik pa dejansko zelo redko preklopili tu in tam, sicer pa je prevladalo narečje. Pa slovenisti, ja. No, ko pridemo od slovenistov študentom tolmačenja oziroma prevajanja, ampak tukaj so bili v to anketo zajeti študenti tolmačenja, tudi vidim, da je že kar nekaj časa od tega. Šlo je namreč za 4. letnik, podatke vidite, koliko študentov, koliko besed so tolmačili. Šlo je namreč za to, da so tolmačili besedilo v fonolaboratoriju pri kolegu in so besedilo dobili takrat. Niso besedila poznali, niso se mogli nič pripraviti, kajti to je bistvo njihovega dela. Ne? In tukaj sem zdaj, analiza je zajela tako oblikoslovje, skladnjo in besedje, tudi zlasti prevzeto besedje ali ga potem znajo posloveniti, terminologijo sploh. In seveda tukaj sem izpostavila zdaj samo to, o čemer danes govorimo, se pravi osrednja tema so samoglasniki in sicer kakovostno koliko samoglasnikov, potem samoglasniški upad oziroma moderna vokalna redukcija in pa mesto naglasa, o čemer je Melita tudi že prej govorila. Torej, študenti so dobili to besedilo, treba pa je povedati, da pri tolmačenju velja, da morajo imeti vsekakor kompetence v tujem jeziku, nedvomno pa seveda tudi v maternem jeziku, ker drugače nimajo dela. Ne? In tukaj vedno omenim tudi gospoda Valterja Mavriča, generalnega direktorata za prevajanje v Evropskem parlamentu, ki je večkrat tudi naš gost na oddelku in posebej poudarja, da če študenti, ko pridejo na prakso, rečejo zelo dobro obvladam tuji jezik, pravi, to je premalo, obvladati moraš materinščino, ker primarno tolmačijo v materni jezik, seveda tudi obratno kdaj, ampak primarno že. Torej, na katere napake sem takrat opozorila, zdelo se mi je prav in dolžna sem tudi svojim študentom, da jih opozorim in da imajo tudi članek napisan, da lahko vzamejo kot študijsko literaturo v roke. Torej, oni pri svojem delu imajo pravzaprav zelo skopo odmerjen čas in zato oni ne morejo takrat razmišljati, ali je strešica, ali ostrivec, ali krativec. In tukaj sem izpostavila tiste najbolj pomembne napake, do katerih prihaja, pa naj jim malo v bran stopim, študentom. Čez nekaj let sem naredila, 16. leta mislim, da tudi analizo govora tolmačev v Evropskem parlamentu, plenarnih teh predavanj na njihovo željo, na željo društva. In moram povedati, da so se zelo, zelo podobne napake pojavljale. Nikakor ne zaradi neznanja, ampak zlasti zaradi tega pritiska in delo je to res izjemno zahtevno. Torej, študenti imajo zdaj možnost ugotoviti, da pač ne morejo izgovarjati ideja njega, ampak ideja njega, in ne pogled, torej osko, mora biti krativec na koncu, pogled in pa seveda tisto, kar je za naš del zelo, zelo značilno, nekateri primeri in naš časnik večer. In to je tista točka, dolgi široki E so izgovarjali za oski E v teh primerih, recimo celovečeren, namesto celovečeren, potem nekateri, usmerjen in tako dalje, kjer mora biti ozek izgovor in vedno poudarjamo tudi, da ta časnik v Mariboru ni večer, ampak je večer. To je najbolj ključno, seveda pa tudi polglasnik, ki je bil danes že omenjen, je za nas malo
težje, tako kot za celo jugovzhodno Slovenijo po tej diagonali, torej ni tesno, ampak je tesno, težko in tako dalje. Iste težave imamo tudi z ojem, torej izgovarjali so ozko dolgo, njegovo, njihovo, potem novo, vrednote in tako dalje, namesto dolgo široko, torej njegovo, sodobno in tako naprej. Potem tudi ozki dolgi o namesto krativca, odnos za odnos, potem pa tudi razlogov, tukaj mislim, da je bil je nek zagovorili so se, ker to je netipično, ne? Ampak se pojavlja. Medtem ko ostala ta odstopanja so pa tipično mariborska. Seveda prihaja tudi do samoglasniškega upada, tako v izglasju, kar pomeni na začetku besede, sredi besede in pa v izglasju, torej na koncu besede, kjer je pravzaprav nekako ta pogovorni nedoločnik, bomo rekli v hitrem govoru še, sprejemljiv, medtem ko sredi besede pri tolmačenju zagotovo ne moremo izgovoriti seveda, bili, namesto bili, odločili in tako dalje. Mesto naglasa pa mislim, da je Melita že tudi prej razložila v teoretičnem delu, seveda je zelo pogost umik in tudi tukaj se zdaj to pojavlja, iskali za iskali, lahko za lahko, pri dvojnicah pa, če imamo možnost, potem seveda izberemo tisto, ki je torej na začetku naglašena. Tako da to so zdaj tiste tipične značilnosti, potrjene tudi pri študentih, ki v razredu, bomo rekli, izgovarjajo lahko v redu, ko pa so pod pritiskom, s slušalkami, je pa seveda zadeva drugačna. Potem sem izbrala dva primera za predstavitev analiz, ki sem jih pa naredila pravzaprav za druge študente, za študente medijskih komunikacij, kjer tudi v zadnjem letniku predavam predmet skupaj s kolegico, profesorico Vecer, radio in radijski programi. In sicer dve analizi sem naredila. Eno, tukaj kot vidite, da so študenti pri vajah, pri kolegu posneli radijske oddaje, morajo snemati, ne? In potem smo skupaj pri urah tudi nekatere oddaje poslušali, naredila sem analizo od oblikoslovja do besedja in tukaj tudi izpostavljam seveda zdaj samoglasnike, lahko sami vidite, da so tipične značilnosti, ne? Res je, da morda niso bili vsi študenti iz Maribora oziroma iz okolice, vendar pa pri večini, tudi tistih, ki niso bili, očitno bivanje do 5. letnika najbrž pomeni nek vpliv mesta, kolegov, ne? Tako da pa najbrž tudi profesorjev, ker tudi vemo vsi, da vsi profesorji vseh E in O-jev ne izgovarjajo, ne? In se zato to tudi prenese ta ožina, recimo novembra, 10. in tako dalje, namesto dolgo, široko, rekla in tako naprej. Potem imamo namesto krativcev, ostrivce, izlet, namesto izlet, kratko, pogled, pogled, namen, namen. In isto velja potem tudi za O, se pojavljajo, se pravi, ožine namesto kratke izgovorjave in pa zlasti ožine namesto dolgih, širokih. Ugotavljam vedno, da študenti enostavno si ne upajo odpreti ust, ne? Ker moraš ti artikulirati dolgo, široko, ne? In je to velja za dolgi, široki E in dolgi, široki O, se pravi široko, zastoj in tako naprej. Potem imamo ožino namesto, se pravi, tam imamo dober, ne, se pravi, dolgo, široko so izgovorili namesto ožine, dober, zato ker mislijo včasih tudi na neko hiperkorekcijo, ne, se jim zdi, da morda se tisto sliši bolj knjižno. In enako velja potem tudi, tukaj so izbrani primeri za vse tri vrste samoglasniškega upada, torej na začetku, maš, ker je jezik racionalen, morn, ne, pondelek in tudi LJ, če bi obravnavali soglasnike, tudi je tipično, ne, za izgovor, da jih skrajšamo. Torej, tu sta zdaj, to je prva analiza, ki je se dotikala
posnetkov, torej radijskih oddaj, drugo analizo tudi pri študentih istega predmeta. Analiza je tudi na desni strani, je pa potekala tako, da smo brali. Gre za branje novic. Prejšnji večer natisnem novice Slovenske tiskovne agencije, morajo prebrati nepripravljeno, brez SSKJ-ja, brez naglasov, kakor se pač znajdejo. Vedno jih nekako spodbudim, da to preberejo, kajti lahko se zgodi. Tudi na televiziji včasih vidimo, da jim prinesejo zadnji hip gradivo in morajo prebrati. Torej, zakaj sem pravzaprav naredila to pri vajah? Ker kolegica doktorica Katarina Podbevšek z AGRFT-ja je v svoji knjigi poudarila in tudi večkrat že dejala, da v šolskem sistemu pravzaprav ni dovolj glasnega branja. In če so to študenti medijskih komunikacij, zagotovo je to potrebno, odstopanja pri glasoslovju pa so identična. Se pravi, to je prisotno. Ne glede na to, da se trudijo, pa vendar tiste najbolj tipične značilnosti ostajajo. Od teh dolgih, širokih ejev, ki se pojavljajo tam, kjer se naj ne bi, polglasnik se ne izgovarja, oji. Zanimivo pa je, da samoglasniškega upada pri branju pa ni bilo. Pri govoru tam smo videli pri radijskih oddajah, medtem ko tukaj pa samoglasniškega upada nismo zasledili. To so primeri namenjeni študentom. Drugi sklop pa je pravzaprav predstavljajo analize, ki sem jih delala pred leti tudi že za analizo govora radijskih postaj. In sicer gre za javno radijsko postajo Maribor in pa za komercialno radijsko postajo Radio City, kjer so se prav te napake, ki smo jih zdaj spremljali ves čas, pojavile kot najbolj tipične in to pri poklicnih govorcih, pri spontanem govoru. Pri spontanem govoru, ne pri branju, da ne bo pomote, pri branju ne. In tukaj sem nekako skušala zdaj prikazati, se pravi za samoglasnik E, za samoglasnik O, katere napake so se pojavljale, torej pri enih in drugih, torej pri obeh postajah zasledimo seveda vrš, se pravi polglasnik tam, kjer ga ni. Na drugi strani smo pa prej že omenjali, da se pojavlja dolgi, široki E za polglasnik. Namesto sem bi moralo biti sem, ven, bezeg ali bezeg, tako isto torej tudi na Radio Maribor. Morda nekoliko manj, ampak napake, bi rekli, odstopanja so pa vseeno iste. Zanimivo je, da ta najbolj bode pravzaprav v oči, še vedno se je slišalo primerno, kateri, vere in tako dalje, kar pa kljub temu pri poklicnem govorcu, ne glede na to, da je spontani govor, skoraj bi moralo biti odpravljeno. Vsaj na, recimo, teh kljub temu zelo poslušanih radijskih postajah. No, na drugi strani imamo primere za samoglasnik O, torej zopet imamo nastop namesto nastop in pa recimo dobro namesto dobro, ali pa tukaj je zanimivo podporo namesto podporo pri Radio Maribor. Na drugi drsnici sem pa izpostavila samoglasniški upad, pri katerem se pravzaprav vidi zelo veliko primerov in pa mesto naglasa, kako je bilo izbrano. Pri samoglasniškem upadu vidimo, da prihaja v zglasju na začetku besede in pa, pogledajte, sredi besede na komercialni radijski postaji je tega neprimerno več. Če ravno, pogledajte, del Maribora je tezno in je tukaj izgovor tezničani, ali pa enga in tako dalje, bilo. V izglasju pa vidimo, da je tega kar več tudi na javni radijski postaji, vendar pa to, da so nekateri vplivi zdaj tudi tega pogovornega jezika, te mestne govorice, pa mislim, da bomo z zadnjo drsnico nekako to tudi
pojasnili, zakaj pravzaprav prihaja. Nekatere stvari so seveda tiste, ki bi jih morali odpraviti, kaj pa je sociolog dr. Mirko Križman dejal o tem prepletanju, pa tudi malo kasneje. Mesto naglasa vidimo, da so čisto identične posebnosti, kot smo jih omenjali že pri študentih, in tako, da se te napake dejansko kažejo na vseh teh nivojih, torej od študentov do medijev. In če nekako to predstavitev sklenem z dvema, bom rekla, analizama, ki sva naredili skupaj s profesorico dr. Mihaelo Koletnik, in sicer govor na odru, kot pravimo. Torej, gre za analizi dveh komedij, in sicer za odrski govor pravzaprav velja, zakaj torej gledališče, zato ker za odrski govor je veljalo pred leti, tako kot za film, da seveda tam moramo uživati v knjižni izborni izreki, pa vendar se je to spremenilo zlasti po takrat leto 70, ko je profesor Toporišič objavil članek in nekako odprl pogovornemu jeziku tudi pot v film in pa gledališče. In tako sva se lotili dveh predstav, kjer pravzaprav se seveda zavedamo vsi, da je odrski govor samo del predstave, ampak ta realizirani, uresničeni dialoški del pa vendarle mora biti takšen, da s to socialno zvrstno razčlenjenostjo, ki smo jo že na začetku tudi omenjali, pravzaprav pridemo do tega, da kažemo, kakšen lik pravzaprav nastopa na odru. Se pravi, gre za identifikacijo tega lika in zagotovo je to naloga režiserja, lektorja, igralcev, da pravzaprav naredijo živo predstavo, kajti mnogokrat je literarno delo seveda napisano v knjižnem jeziku. Nekateri avtorji uporabljajo za karakterizacijo posamezne besede, vendar tisto včasih za samo igro ni dovolj in se nam je zdelo, da pravzaprav nekaj teh mariborskih posebnosti pa se da v teh dveh predstavah tudi prepoznati. In sicer smo zelo hvaležni, da smo dobili takrat posnetke teh predstav iz Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru in gre za Moljerovo delo Plemeniti meščan na eni strani in pa delo Toneta Patliča Čaj za dve. Torej, Plemeniti meščan je bil najprej napisan v francoščini, bil je preveden, potem seveda scenarij in tako dalje. In lektor se je odločil, da bo, tako kot je že Moljer zapisal in barvo pravzaprav like, da bo s pomočjo socialne zvrstnosti nekako prikazal družbenost tega lika, potem generacijskost tega lika, geografsko poreklo tega lika in tudi nenazadnje stanovsko. In potem ugotavljamo, da pač pri Moljeru nastopa 6 oseb, ki govorijo mariborski pogovorni jezik. In ta uresničitev je bila izjemno dobro izpeljana. Se pravi, imamo pa tudi primorsko narečje, nekaj italijanskih besed pri liku, ki je glasbenik, ki je pač to vezano na tematiko in tako naprej. Torej, tukaj so te besede, ki smo zapisane z naglasi, takšne besede, za katere smo prej rekli, da so odstopanja pri študentu, zdaj pa so namenoma uporabljene. Prav zato, da ponazori ta lik, ki je pač bil postavljen v to okolje. Potem imamo pa, torej tukaj je šlo za prevod, kot smo rekli, potem pa imamo Patličevo delo Čaj za dve, kjer smo pregledali tudi seveda besedilo in je Patlič uporabljal samo par besed, s pomočjo katerih je nakazal, kako govorijo kateri liki. Izpostavljen je tukaj glavni moški lik, za druge seveda lahko preberete v prispevku, ampak osrednji moški lik pa govori mariborski pogovorni jezik oziroma mestno govorico
neknjižne besede uporablja, tipične samoglasniške torej, značilnosti in pa ponekod uporablja še nekaj besed prvine prleščine. Tako da najbolj izstopajoč je ta glavni lik, v obeh primerih pa mimogrede ga igra znani igralec Vlado Novak, ki v teh predstavah vsekakor blesti. Tako. Zdaj pa sva prišli že do rezultatov vseh naših analiz. Da nekako zaokroživa vse to, o čemer je bilo danes govora. Vidi se torej, z raziskavami tako nepoklicnih kot poklicnih govorcev, da mestna govorica Maribora nanje zelo vpliva. Torej, tudi v tistih govornih položajih, kjer bi sicer pričakovali, da tega ne bo oziroma tega naj ne bi bilo. Če strneva tako, torej prihaja do sprememb v trajanju glasov in tudi do sprememb v kakovosti. Torej, v mariborski mestni govorici so se kratki samoglasniki, ki so sicer tudi knjižno tipični za zadnji ali edini besedni zlog, so se podaljšali. To se pravi, gre za dolžine in ne za kratke samoglasnike, torej pogled, nastop, torej nič kratkega in širokega, ampak dolgo in ozko. Prehod dolžine v kračino, pa sicer tega prehoda dolžine v kračino ni zaznati, razen tako, kot je Alenka tudi že omenjala, v tistih primerih, kjer gre za uporabo polglasnika, kjer ga pa knjižno ni. Torej, tam pa je potem kratko, seveda pa vrš in podobno. Glede kakovosti, torej ožin in širin samoglasnikov, za knjižno široke naglašene samoglasnike so tipični ozki samoglasniki, torej celoti dobrih, za knjižno celoti dobrih, širine pa tam, kjer bi morali biti knjižno naglašeni ozki samoglasniki. Torej, mariborsko podpora, spomniš, za knjižno podporo in spomniš. Knjižni dolgi ozki E pred R je ta, ki je res zelo slišen in danes večkrat omenjen, torej večer za knjižno večer in primern za knjižno primeren. In na drugi strani pa potem ta knjižni dolgi široki O, ki bi moral biti, pa je pred J, ki pa je v mariborski mestni govorici ozek, torej za pojeta in rojstni namesto za pojeta in rojstni, torej širina. Mogoče nekaj najnih razmišljanj oziroma predlogov o tem, ker res sva govorili o večslojnosti govora, o kompleksnosti vplivov knjižnega jezika na neknjižnega in obratno. Zagotovo bi bilo smiselno nadaljevati analize pri vseh teh ciljnih skupinah, torej pri mladih, glede na vseh stopnjah izobraževanja, in tu dejansko ne bi smeli izpustiti niti študentov, pri osebah, ki javno delujejo, pri politikih, pri profesorjih in seveda vseh tistih medijih, ki nas skozi vsak dan bombardirajo dejansko z jezikom z vseh strani. Smiselno bi bilo morda, da bi snemali iste nepoklicne ali pa iste poklicne govorce v neformalnih in formalnih situacijah. Tu je recimo lahko videti, kako se njihov govorni kod spreminja. Saj danes nekaj tovrstnih raziskav tudi že je, pa vendarle bi jih bilo smiselno imeti več. In pa mogoče tudi to, v zadnji alineji zapisano, da bi morda ugotovitve slušnega vtisa trajanj ali pa tudi kvalitete samoglasnikov veljalo preveriti tudi v mestni govorici Maribora, torej instrumentalno.
S kolegico doktorico Mihaelo Poletnik se zadnje čase ukvarjava tudi s nadaljnjim raziskovanjem recimo teh prleških različic v jeziku, tudi prekmurskih. Zagotovo bi bilo smiselno raziskati, ali so res tisti ozki eji, kjer bi morali biti knjižni torej ozki in široki glasovi, kjer bi morali biti knjižno ravno obratni, dejansko formatno gledano po kakovosti identični pa knjižnim glede na izgovorjavo, ali je ožina res enaka ožina tam, kjer bi morala biti širina, tisti, kjer pa bi morali biti knjižno ravno obratno. Torej, recimo, takšne stvari. Vsekakor pa ugotavljava, da glasovne značilnosti, torej res te mariborske mestne govorice, postopno tudi spreminjajo jezikovno normo. Torej, če samo pogledamo mesta naglasa, je dobro, da na določenih mestih pravzaprav tudi normativni priročniki dovoljujejo dvojnice, zato ker je nekomu z nekega področja dejansko težko knjižno izgovarjati naglas na nekem drugem mestu, ki ga čuti kot zelo nenaravnega. Tako da je dobro, da imamo tudi kje kakšne dvojnice. Skratka, vplivi so, kako bo spreminjanjem norme v nadaljevanju, pa bomo videli. In še čisto za zaključek. Ja. Zaključili pa bi z mislijo profesorja dr. Križmana, germanista sicer, drugače pa sociolingvista, zelo priznanega, posebej se ukvarjal z Ratkunskim kotom. Kaj je on dejal za te besede, ki vdirajo v knjižni jezik? Če bomo preveč vztrajali v vsem knjižnem, zbornem, se lahko zgodi, da tudi jezik atrofira oziroma se ga bojijo mladi oziroma uporabljati. Tega pa zagotovo ne želimo. Predvsem pa je pomembno, da so vsa ta odstopanja zelo dobrodošla, bomo rekli, v smislu regionalnosti, torej prepoznavanja, da vemo, odkot nekdo prihaja, nekdo pa pravzaprav celo želi to poudariti, kot sem rekla na začetku, gre za njegov idiolekt in pa ne nazadnje tudi za sociolektalni pojav, zaradi katerega verjetno smo danes tukaj in tudi vaš projekt verjetno ima ta širši namen, tako da hvala profesorju Križmanu, da nas je nekako tako pozdravil še za konec. Hvala lepa vsem za poslušanje in veliko uspeha tudi naprej pri nadaljnjem delu s tem projektom. Hvala lepa.